Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni tokrat v posebni izdaji Posavskega tednika, ki bo seveda posvečen občinskemu prazniku, in v ta namen je naš današnji gost, župan Mestne občine Krško, gospod Janez Kerin. Dober dan, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kako Mestna občina Krško praznuje, župan? Mestna občina Krško je v bistvu že začela s praznovanji 23. maja, in nadaljuje vse do 9. 10. junija s centralnim dogodkom, ki bo 7. junija ob 17. uri v Svečano akademijo v Kulturnem domu Krško, kjer bomo tudi podelili najzaslužnejšim občankam in občanom priznanja, ki so verjamem in sem prepričan, da so letos šla v prave roke, tako kot vsako leto. Po tej akademiji bo tudi druženje z občankami in občani na ploščadi pred Kulturnim domom, na katerem bo poskrbljeno tako za dobro in prijetno vzdušje, kot za še kaj drugega. Skratka, Mestna občina praznuje čas praznovanja namenjen prvim krškim žrtvam in pa vrnitev izgnancev po drugi svetovni vojni. Skratka, prazniki so zato, da nekako naredimo tudi neko inventuro dogodkov od praznika do praznika. V končni fazi, če to povežemo z našimi osebnimi praznovanji, tudi takrat se včasih človek malo zamisli pa reče, kaj sem pa v tem letu, ko sem postal starejši, dobrega ali pa slabega naredil. In tako je tudi pri Mestni občini Krško. Skratka, naredimo nek povzetek, neko zgodbo narejenega in se potem tudi temu posvetimo in si zamislimo, ali bi se dalo kaj boljšega, verjetno bi se, lahko bilo tudi kaj več narejenega, ampak trudimo se po najboljših močeh. No, Mestna občina Krško je uspešna občina. Lahko z nami delite nekaj najpomembnejših dosežkov? Jaz, ko se udeležujem raznih skupščin, tako Skupnosti občin Slovenije, kako tudi Zveze mestnih občin Slovenije, ugotavljam, da smo uspešna občina. Radi se primerjamo, to je naša, lahko celo rečem, slovenska navada, da se radi primerjamo z drugimi s tujci in pa domačimi primerljivimi tako osebami. In lahko rečem, da se imamo s čim pohvaliti, da imamo lepote, da imamo bogastvo, ki ga druge občine nimajo oziroma imajo v drugačni obliki. Skratka, lahko smo ponosni na našo mestno občino, lahko smo ponosni, da smo Krčani. Seveda dosežki so po posameznih področjih različni. Lahko govorimo o športnih, lahko govorimo o infrastrukturi, lahko govorimo o celi paleti področij, kjer smo, pa bi morda ob tej priložnosti navedel par teh področij, na katerem mislim, da smo naredili korak naprej, da smo uspešni in da smo lahko na te dogodke oziroma na to narejene te korake lahko ponosni. Če začnem s cestno infrastrukturo, v četrtek, se pravi čez 2 dni, bo otvoritev druge faze obnovljene CKŽ G1-5. Pretočnost se s tem občutno povečala in izboljšala za naše občanke in občane, kakor tudi obiskovalci, ki prihajajo v naše mesto. In marsikdo mi reče, ko se pripelje, imate tako lepo avenijo, župan, ponosni ste lahko na to. Tako da tudi lepo vabljeni naši obiskovalci, občanke in občani, vaši poslušalci in gledalci, da se pridružijo tej otvoritvi, ki bo ob 11. uri na platoju pred trgovskim centrom Tuš v Krškem. Potem lahko rečemo, da smo na področju šolstva počasi pokrivamo oziroma zmanjšujemo energetsko potratnost po posameznih šolskih objektih in lansko leto smo zaključili z energetsko sanacijo doma 14. divizije na Senovem. Nadaljujemo v Brestanici, se pravi, v teku je ta investicija, ampak to bomo se drug let hvalili. Skratka, nekako zapiramo te objekte šolske potratne, zamenjali smo oziroma obnovili smo streho na osnovni šoli Raka. Skratka, gremo po nekem sistemu potrebnosti, kje so največje odstopanja oziroma največji problemi, tam potem to nekako rešujemo in tudi obnavljamo in gradimo novo.
Lahko smo ponosni na izgradnjo večnamenskega oziroma kulturne dvorane v Leskovcu pri Krškem in pa prostorov za prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem, katerega smo dali v uporabo oziroma v uporabo občankam in občanom, in lahko rečem, da po informacijah, ki jih imam, je dvorana prijetno zaživela in tudi gasilci imajo bistveno boljše pogoje za delovanje in tudi za usposabljanje. Potem lahko na področju zaščite in reševanja še omenjam regijski center za gasilski poligon na Krško, sicer govorimo o regijskem centru. Tu smo v sodelovanju s Gasilsko zvezo Slovenije naredili korak. Včeraj, v ponedeljek, je bila otvoritev tega regijskega centra, na katerem smo dali tudi formalno v uporabo našim gasilcem in pa seveda vsem gasilcem iz regije Posavje, da se bodo lahko tu usposabljali. V končni fazi imamo 23 prostovoljnih gasilskih društev samo v naši mestni občini. Tu so potem še v zvezi članice iz Kostanjevice pri Krki in pa seveda mi imamo zelo močno in dobro usposobljeno poklicno gasilsko enoto Krško, ki bo ta objekt tudi koristila za svoje usposabljanje. Vsi, ki se vozimo z južnega dela našega mesta Krško v službo, opazujemo, kako lepo in hitro raste stanovanjski blok v Žlapovcu. Govorimo o 17 novih stanovanj. V tem vprašanje časa je tedna, 14 dni, ko bo odzunaj razpis za pridobitev teh stanovanj. Govorimo o neprofitnih stanovanjih, tudi namenjeno, da bodo zmanjšali odliv naših prebivalcev mlajših izven naše mestne občine. Skratka, en korak tudi temu so ta stanovanja, ki verjamem, da bodo hitro polnjena in da bodo nadaljujemo potem z zgodbo pridobivanja stanovanj naprej. Je pa že razpis odzunaj za stanovanje na Sremiški ulici v Krškem, ki je pa v lasti družbe Rudar d. o. o., ki pa je v bistvu občinska družba, občinska firma in tudi tako, tam govorimo pa o 16 stanovanjih, nekako zaključujemo celoto stanovanj, 33 skupaj. Jaz verjamem, da je to velika pridobitev za samo mesto Krško in pa občino Krško, in če pogledamo statistiko med ostalimi mestnimi občinami, smo v samem vrhu z neprofitnimi stanovanji na število prebivalcev v občini. Se pravi, številke ne lažejo, pravi, in glede na število prebivalcev smo res lahko ponosni, da imamo toliko neprofitnih stanovanj. Če nadaljujem potem na področju gospodarstva, letošnje leto smo obnovili oziroma dali predali namenu Mencingerjevo hišo za potrebo kariernega centra Posavje. V bistvu je to že sam namen tega že od januarja 2024, uraden zaključek del pa je bil še tistimi manjšimi deleži pa aprila 2024, nekako s tem tudi spodbujamo to potrebe, ki se nanaša na to tematiko. Seveda pa tukaj ne smemo, ko govorimo o gospodarstvu, ne smemo pozabiti tudi na aktivno vlaganje v poslovno cono Vrbina, kjer tudi pripravljamo pripravljamo vso potrebno infrastrukturo za nove gospodarske objekte, ki bodo tam zasedli ta mesta in začeli lahko neko gospodarsko dejavnost, s tem, da tudi se s tem bo povečala tudi zaposlitev, se pravi, mladi bodo imeli tudi zaposlitve dodatne in gledamo na ta del gospodarstva. Potem, če rečemo na kmetijstvu, ravno pred dnevi je bila na obisku v naši občini in tudi pri meni na občini ministrica za kmetijstvo, kjer moram izpostaviti to, da je mesto oziroma Mestna občina Krško skupaj z občino Ajdovščina prikazala kot primer dobre oziroma odlične prakse v Sloveniji s področja delovanja kmetijstva kot lokalne skupnosti, in lahko smo ponosni, čeprav včasih tega ne vidimo sami, da imamo tako urejeno oziroma sodelovanje od lokalne skupnosti in pa kmetijske panoge, in nas je v bistvu pohvalila in je rekla, da naj v tem stilu tudi nadaljujemo. Predvsem se je ta pohvala nanašala na namakalni sistem. Tukaj veliko truda in smo zelo proaktivni, vlagamo, da bi lahko nadaljevali z to dobro prakso namakalnega sistema na površinah Krškega polja.
Jaz verjamem, da bodo občanke in občani spoznali dobrobit tega namena in da bodo dali svoja soglasja, da bomo lahko sofinancirali in pomagali zgraditi ta namakalni sistem tudi na tem delu naše občine. V končni fazi govorimo potem nekajkrat o dodani vrednosti pridelkov na teh zemljiščih. Toliko morda v tem sklopu, no. Vse te dosežke, projekte, bom rekla, ljudje v veliki večini pozdravljajo, seveda se najdejo tudi takšni, ne, ki pravijo, zakaj je to potrebno, zakaj je to prioriteta, ampak čeprav razumem, vsi ti dosežki skupaj boljše, prispevajo k boljši kakovosti življenja občanov. Pa vendarle, občina so ljudje. To je pogosto izrečen stavek. Kako se to odraža v vašem delu, pri vaših odločitvah? Jaz še vedno pred odločitvijo za kakšno zadevo, recimo se še vedno vprašam, ali to dejanje, ki ga bomo naredili skupaj, najprej, ali je to zakonito in kaj imajo od tega naše občanke in občani. Ko dobim odgovor na to, da je to, bom rekel, zakonito, in ko ugotovim dobrobit ali pa neko dodano vrednost tega posameznega projekta našim občankam in občanom, potem je odločitev relativno lahka in potem gremo v ta projekt. Moram pa reči, ne, da večina teh projektov je v bistvu podedovanih. To nimamo kaj lagati, nimamo kaj skrivati. Tukaj se lahko samo zahvalim prejšnjemu županu na tem mestu. Skratka, so projekti, ki so bili že začeti. Ampak jih je bilo potrebno dokončati. Tako, nadaljujemo določene postopke tudi izpeljati, narediti, skratka, lahko bi pa opustili, pa rekli, in to jaz mislim, da dobre stvari treba nadaljevati in nadaljujemo. Seveda pa se pojavljajo tudi novi projekti, novi izzivi, ki jih tudi pač negujemo, jih delamo, pripravljamo in verjamem, da bomo tudi s temi novimi projekti v nadaljevanju uspešni, kajti občinska uprava kot taka, moram na tem mestu pohvaliti, lahko rečem celo proaktivna in je dejansko, bom tako rekel, jaz dobim včasih tudi sporočilo od zaposlenih tudi ponoči, ob polnoči, če treba, ne. Skratka, hočem povedati, da smo delavni, da delajo, da se trudimo, da damo našim občankam in občanom neko dodatno vrednost. Ja, občina so ljudje, nikoli ne bomo to vse naredili vsega prav, bodimo realni, tudi doma včasih ne štima vse tako, kot bi morali biti, pa se ne uskladimo. Se ne strinjamo vedno z vsem, ne. Tako, pa smo 3, 4 v družini ali pa 5, kakorkoli že, kaj šele, če je ta družina velika 26,000 prebivalcev, občank, občanov, in jaz vem, da v bistvu gremo po nekih prioritetah, sploh nadaljevanje pozitivnih zgodb, uspešnih zgodb in pa začetki novih zgodb, za katere pa seveda ocenjujemo tisti, ki smo tam zato, da tudi odločamo, da so dobre zgodbe, uspešne zgodbe in da bodo prinesle v prihodnosti nekaj dobrega. Vsak bi morda kakšen korak naredil drugačen, ampak pač vreča je ena, želja je veliko in sledimo temu, da se pa zavedam zelo dobro, da to niso moja sredstva, to so sredstva od vseh nas, od vseh občanov in v bistvu jaz sem samo tisti, ki poskušam uskladiti čim več želja. Moja vrata so vedno odprta, jaz mislim, da nima noben občan neodgovorjenega klica od župana te naše mestne občine Krško, da vsem odgovorimo. V končni fazi imamo tudi na spletni strani prostor, kjer lahko dajo svoje pobude, predloge. Tudi tu se trudimo s svojimi zaposlenimi, da tekoče redno odgovarjamo na ta vprašanja. Skratka, nismo zaprti, smo odprti, radi komuniciramo in dobrodošli vsi, kot sem rekel, vrata so odprta. No, ker sva dejala, da so občina ljudje, konec koncev boste tudi letos podelili, kot ste omenili, priznanja zaslužnim občanom. Lahko izpostavite nekaj dobitnikov in nam poveste, kaj so njihove zasluge, zaradi katerih so prejeli ta priznanja. Za nekoga, ki nas sedajle spremlja doma preko televizijskih zaslonov, da pojasnite, po kakšnem ključu se izbira oseba, ki potem pride na to slavnostno prireditev, kako to poteka na kratko in potem dobi to priznanje. V bistvu največji delež pri tem naredijo predlagatelji, občanke, občani, ki prepoznajo posameznikih, posameznih organizacijah, posameznih institucij
nekaj, kar izstopa od ostalih občank, ostalih institucij in potem to oni pač podajo predloge na Mestno občino Krško, kjer vse te predloge obravnava komisija. Komisija je sestavljena tako iz zunanjih kot notranjih članov, govorimo o notranjih članov občinskega sveta, ki potem te vloge obravnava. In potem pač na podlagi kriterijev, ki jih imamo, na podlagi pravilnika, pač se odloči oziroma oceni tiste, za katere mislimo, da so pravi za posamezno priznanje v tem obdobju. Moram reči, da letos komisija je imela kar težko delo, tako kot vsako leto, in odločitve, ki so bile potem sprejete, seveda so potem potrjene na občinskem svetu, se pravi, občinski svet je tisti, ki potrdi te predloge, te komisije in moram reči, ali pa sem hvaležen, da smo po mnogih letih, zdaj točnega podatka ne vem, zopet dobili ali pa bomo dobili v Mestni občini Krško, uradno seveda na akademiji, drugače pa je že znano, ponovno častnega občana, to je tretji v zgodovini Mestne občine Krško, poleg Ernestu Breznikarju in pa gospodu Stanetu Rožmanu je to gospod Drago Gradišek. Njegove zasluge vsi vejo, najbolj poznajo tisti glasbeniki, ki so obiskovali glasbene šole tako ali drugače, seveda pa ni samo glasbena šola tista, ki je bila zaslužna za to njegovo delo. Skratka, to je gospod, kateremu bi naš športni selektor nekdanji rekel kapo dol, in iskrene čestitke gospodu Dragotu. Seveda pa imamo potem tukaj še znak Mestne občine Krško, ki ga bo prejel dolgoletni zdravnik Željko Pleša. Kdo ga ne pozna, bom rekel, gospod, ki sicer ne izvaja svojega službenega poslanstva v našem javnem zavodu, pa ne glede na to, tisti, ki uporabljajo, bom rekel, njegove usluge, vejo, da je to pravi naslov, da bo prejel to priznanje. In pa seveda veliki znak Mestne občine Krško bo prejela Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja ob 60-letnici njenega delovanja. Tudi tukaj ni bilo dileme, bom rekel, vsaj tudi kar se mene tiče, glede prejema tega priznanja. V končni fazi vsi vemo, kaj ta šola pomeni za naše okolje, za naše otroke s posebno prilagojenimi programi in verjamem, da bomo zgodbo, ki smo začeli, glede novega objekta tudi v letošnjem letu uspešno nadaljevali. Morda besedica, čeprav ne paše v ta kontekst, vlada je ta teden, smo čakali na eno soglasje oziroma za eno služnost si je potrdila, tako da bomo lahko v prihajajočih dneh nadaljevali s postopkom tega umeščanja. In pa gospod Drago Gradišek, ki sem ga že omenil, častni občan in verjamem, da bo tudi častno na slovesnosti to svoje priznanje, zasluženo priznanje tudi sprejel. No, iz naše strani mu že predhodno seveda čestitamo, naj povem, da je bil tudi on moj profesor, tudi sama sem hodila v glasbeno šolo in tako kot ste dejali, je človek z veliko začetnico in resnično je tole priznanje in ta poklon šel v prave roke. Gospod župan, vas povezujejo s kulturo še vedno, ne? Še vedno sodelujete pri raznih kulturnih dogodkih, veliko date na kulturo. Mestna občina Krško je bogata s kulturno dediščino. Kako pa občina skrbi za ohranjanje in promocijo svoje kulturne dediščine? Kako se odraža v praznovanjih in dogodkih sama občina? Imamo en kup objektov, na katere smo upravičeno ponosni. Lahko rečemo, govorim tudi tako o imenovanih protokolarnih projektov, predvsem grad Brestanica ali pa Reichenburg po domače. Skratka, Mestna občina v bistvu tudi preko javnega zavoda skrbi za vzdrževanje teh objektov in pa skrbi, da seveda preko programov, preko vsebin, da ti objekti so živi, da so obiskani, da pač živijo, ker sam objekt brez duše, bom rekel, so sami zidovi. Tako da lahko se pohvalim, da kar se tega tiče, imamo izredno polno, lahko rečem, zasedenosti tako v Kulturnem domu Krško, tako na gradu Reichenburg, kakor tudi na vseh ostalih lokacijah, ki jih pokriva ta javni zavod, Mestni muzej in tako naprej.
Seveda pa tukaj zelo ne smemo zapostaviti oziroma zanemariti delovanje prostovoljnih kulturnih društev, turističnih organizacij, Ki jih imamo ravno tako kar nekaj, ravno ne? veliko tako, in pa tudi seveda skrb, ki jo namenimo posebno skrb za kulturni dediščini, tudi v bistvu sakralne objekte, ki jih nekako negujemo in pomagamo vzdrževati in obnavljati. Skratka, cela paleta stvari se nanaša na našo kulturo. Jaz pa žal kot župan vse manj imam časa za aktivno, oziroma lahko rečem skoraj nič časa za aktivno vlogo v kulturi. Z veseljem pa se udeležim kulturnih prireditev, na katere sem tudi povabljen, če ni pač urnik prenatrpan za tisti dan, za tisti čas. Kaj pa, če se dotakneva še gospodarskih razmer v občini, kateri so tisti sektorji, ki kažejo največji potencial za samo rast? Kako občina podpira lokalna podjetja in spodbuja investicije? Delno je bilo recimo že omenjena poslovna cona Vrbina, s katero bomo pa spodbudili karierni center, eden izmed takšnih inkubatorjev, eden izmed takšnih, ki spodbujamo. Vsekakor pa je Mestna občina Krško kot taka energetski center, lahko rečemo, Slovenije, in energetiki je tisto, ki se tudi v bistvu najbolj prepoznavni, kamorkoli pridem kot župan v katerikoli del Slovenije. Pred nami je umeščanje JEK2, en kup aktivnosti je bilo že narejenih, tudi na strani Mestne občine Krško. Veliko tega je na strani države, nekaj na strani investitorja, oziroma veliko tudi na strani investitorja, ker moramo vedeti, da eno je investitor, eno je država, eno je lokalna skupnost. Jaz sem, kar se tega tiče, lahko rečem, proaktiven, udeležujem se odborov, komisij, kamorkoli sem pač vabljen, kjer želim predstaviti oziroma želim povedati, da lokalna skupnost kot taka dejansko od tega objekta ogromno pričakuje. Da smo tu in da če bo ta objekt tu, da potem je prav, da smo za to tudi ustrezno nagrajeni, in to stališče tudi zagovarjam, tako da tukaj ni nobene dileme. Seveda se pa počasi tudi pojavljajo posamezne, bom rekel, civilne iniciative, ki pač ta predmet te debate obračajo kakorkoli že, nekaj v svoj prid, drugi zopet drugače. Verjamem, da bo tukaj še preteklo mnogo vode, da bomo prišli do neke končne faze. Vsekakor pa lahko pomirim tiste, ki so skeptični, da nimamo vizije pri tem umeščanju tega JEK2. Imamo jo, vemo, kaj hočemo, vključujemo lokalno skupnost, vključujemo preko 3 v bistvu institucij, ki bodo lahko aktivno sodelovali na delavnicah, povedali svoje potrebe, svoje želje, razmišljanja, in seveda bomo potem naredili preko nekega sita neko skupno zaključek, neke zgodbe. V četrtek, se pravi čez 2 dni, bo tudi, kar se tiče tega, če govorimo o jedrskem projektu oziroma energetski zadevi, bo tudi otvoritev oziroma položitev temeljnega kamna za odlagališče nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini, katerega se bo udeležil tudi predsednik Vlade Republike Slovenije. Skratka, tudi tu neki signal, da smo energetska občina, in pač odločitev o tem je bila sprejeta že v preteklosti in končno smo prišli do nekega koraka, ko se bo tudi to začelo dejansko postavljati tudi tako fizično. No, pomemben del lokalnega gospodarstva pa je tudi turizem. Kateri so glavni turistični magneti Mestne občine Krško? Kako jih nameravate promovirati v prihodnje? En biser turistični sem že omenil, to je zagotovo grad Reichenburg, ne. Potem jaz mislim, da bi se dalo več ali pa maksimalno tudi uporabiti naše kopališče, kakorkoli že je v Brestanici v poletnem času. Upam, da nam bo vreme naklonjeno v poletnih mesecih. Recimo lep dokaz za to je današnja oziroma dogodek iz sobote in pa prejšnji vikend, ko je bila 2 plavalna mitinga. Prišli so ljudje iz Hrvaške, iz Bosne, govorimo o mednarodnih zadevah, in ko sem se pogovarjal s temi udeleženci oziroma
njihovimi trenerji in pa deležniki so vsi pohvalili, kako imamo lepo pogoje, kako lepo je bazen, kako to poleti deluje, skratka, da imamo ogromno tega. Zdaj tukaj imamo en kup turističnih drugih destinacij, poti, kolesarstvo, in smo nekako ob energetskem centru, bi rekel, postajamo tudi lahko zelo, zelo turistično zanimiva destinacija. Jaz verjamem, da je pot znana, da je pot znana v boljše, v napredek in da bodo tisti, ki pač preko Centra za podjetništvo in turizem, ki se trudi in ki tako usmerja preko digitalnega marketinga in tako naprej v promocijo naše mestne občine Krško, so že uspešni, še bolj uspešni, in da bomo preko raznih projektov privabili tudi to panogo bližje tujcem. V končni fazi imamo tu zdaj tudi zelo, oziroma smo edini v Sloveniji, ki še negujemo speedway, to je šport, kateri je zelo popularen v državah Poljska, Češka, Slovaška in pa še njim podobne. In športni turizem, zakaj pa ne, pogoji so idealni, imamo prenočišča, imamo proge za kondicijske priprave, imamo v končni fazi tudi štadion, lep, odličen, zakaj pa ne bi na tem področju kakšno panogo dodatno razvili športnega turizma. Gospod župan, morda še tole vprašanje. Človek sam ne more storiti ničesar, pravijo, ne? Torej se moramo povezovati, moramo sodelovati. V kakšni meri pa Mestna občina Krško sodeluje z drugimi občinami, z drugimi regijami, bodisi na nacionalni ali pa čezmejni ravni? Katere so prednosti takšnega sodelovanja za vaše občane? Vsekakor, ne, skupina je močnejša kot posameznik, ne. Tudi ekipni športniki to dobro vedo, da so samo eden izmed členov v verigi, in če je neka tvorba dobra, homogena, je potem vse lažje. V bistvu Mestna občina Krško na tem, bom rekel, primarnem nivoju, če tako rečem, najbolj sodeluje s svetom regije, se pravi preko regijskih občin, županov, nas 6, za katere lahko rečem, da smo enotni in da imamo oziroma oblikujemo taka stališča, da so, bom rekel, dobra za vseh 6 občin. Tu do zdaj tudi, kakor sem seznanjen, v preteklosti ni bilo nikoli nobenih težav in verjamem, da tudi v prihodnje ne bo. Tudi kar se tiče recimo vodenja tega sveta regije, je vedno določen protokol, skratka zdaj je predsednik kolega iz občine Brežice, prej je bil Bistrica ob Sotli, naprej je pač mislim, da iz Kostanjevice, skratka v nekem krogu dogovorjenem gre to naprej. Druga zgodba pa je s sodelovanjem v tako imenovanem Združenju mestnih občin Slovenije. Mi smo tudi člani Skupnosti občin Slovenije, ampak tam je v bistvu, mislim, da okrog 192 občin od 212 vključenih, tukaj je pa 12. Se pravi, lažje je biti dodana vrednost v skupini, kjer je 12, kot pa med 198. In tu pa lahko rečem, da je sodelovanje zelo podobno kot pri regiji. Skratka, župani nas 12 se uskladimo, se pogovorimo. Zelo pomembno je bilo sodelovanje pri razdelitvi, če tako rečem, sredstev iz CTN mehanizma, kjer smo bili v bistvu kot neki novi prvi pionirji, če temu rečem, v tej skupini, prišli na pogajanja med ostale župane, ki so imeli vsi že izkušnje. So bili, bom rekel, pogajanja sicer težka, niso bila tako enostavna, ampak nekako razumevajoča in so dali tudi priložnost nekomu, ki pač se pojavil prvič na tem parketu. Če še malce se dotakneva, veliko je bilo že govora, kar se tiče zdravstvene oskrbe v sami mestni občini. Pred kratkim ste bili tudi na otvoritvi Centra Aristotel, morda nekaj v tej smeri. Kakšne so inovacije na področju zdravstvenih storitev za občane Krškega? Morda bi samo še dodal pri prejšnjem vprašanju, da tudi nadaljujemo proaktivno sodelovanje z pobratenimi občinami. Zdaj pred dnevi smo oddali en razpis za sodelovanje konkretno z pobrateno občino iz Bajine Bašte. Upajmo, da bomo uspešni, rezultati bojo znani v mesecu avgustu.
In pa seveda sodelujemo tudi z pobratenimi mestom Obringham iz Nemčije. Ravno teh dnevih se naša rokometna ekipa rokometnega kluba Krško, ki se je uvrstila v prvo A ligo, tako da imamo enega prvoligaša, lahko rečemo, v Mestni občini Krško, v kolektivnem športu, potuje v Obringham na druženje, prijateljsko srečanje in sem vesel, da to sodelovanje se nadaljuje in tudi poteka. Ja, kot ste rekla, pred dnevi sem bil prisoten na otvoritvi Aristotelovega centra za magnetno resonanco, novih prostorov. Tako bom rekel, ne, Aristotel kot takšen d. o. o. je pomemben dejavnik na primarnem zdravstvu v Mestni občini Krško preko koncesijske pogodbe, s katero imamo z njim sklenjeno. V končni fazi je cirka 6,000 naših občank in občanov vezano na primarno zdravstvo, v tej zdravstveni ustanovi in to je lepa številka, to je v bistvu mesto Krško kot tako. In drug tak dejavnik pomemben je tudi, da so ljudje, naše občanke in občani prepoznali doktor Plešo, ki je zaposlen v tej zdravstveni ustanovi, kot nekoga, ki ima v sebi neko dodano vrednost, da je prejemnik nagrade Mestne občine Krško. Skratka, se to izkazuje, da je ta pridobitev, ta magnetna resonanca, ki je pač imamo v Krškem, dodana vrednost. Se pravi, naši občanke in občani, ne bo več jim potreba iti na Ptuj, v Maribor, Ljubljano, Celje. Gre za edini takšen trenutno center v Posavju, se pa niti Brežice ga nimajo, niti Sevnica, in verjamem, da bo tudi, da so že potekajo pač dogovarjanja, da bo to tudi preko ZZZS-ja, preko koncesije zaenkrat še ni, ampak verjamem, da bo tudi tukaj narejen korak naprej, da bodo dejansko naši občanke in občani imeli na pragu, lahko rečem, napravo, brez katere se v današnjem času, kakor mi rečejo zdravniki, težko predstavljajo sploh dati neko diagnozo, ker vsak te pošlje, vemo kam. Pacientu, ja. Skratka, varnost je pomembna za dobro počutje občanov, kako pa sama mestna občina skrbi za varnost svojih prebivalcev, kateri so ključni izzivi na tem področju same varnosti? Zdaj varnost kot taka je v bistvu deljena na več nivojev, lahko rečem. Če govorimo o življenjski varnosti, pač skrbi bolj država, ne, govorimo o policijski postaji Krško, ki pokriva našo Mestno občino Krško. To lahko rečem, da smo v zelo dobrih odnosih z načelnikom, pa v končni fazi s celim kolektivom policijske postaje Krško. V končni fazi nekako približno vem, kako se tej zadevi služi, nekako sem kar velik del svoje kariere preživel, bi rekel, kot miličnik policist in pa tako naprej. In pregovor pravi, enkrat policist, vedno policist. Pa pogrešate ta poklic? Nimam časa pogrešati, nimam časa, drugače pa lepo je videti modro uniformo še vedno, ko jo srečaš, in vedno imam neko spoštovanje in pa strah spoštovanje do kolegov, do bivših kolegov v modri uniformi. Zadeve so vam blizu, ne? Ja, tako da se pa prav trudim, da nima nobenega dela z mano, tako ne, nobenega področja. Tako tukaj seveda so posamezne, bom rekel, serije, katero pač se naši občanke in občani čutijo malenkostno bolj ogrožene. V končni fazi imamo zelo včasih, bom rekel, napete situacije, predvsem kar se tiče romske populacije, to ni nobena skrivnost, ne smemo si zatiskati oči, tudi zato opozarjamo državo, da na tem koraku treba nekaj narediti, kaj bomo še videli. Drugače je pa, kar se tiče ostale varnosti, če rečem požarne, gasilske ali pa kaj druga, poplavne in tako naprej, pa mislim, da zelo dobro sodelujemo ravno preko prej navedenih gasilskih društev, s katero ima mestna občina podpisano pogodbo o izvajanju javne gasilske službe, in pa seveda tu imamo tudi poklicno gasilsko enoto Krško, ki pač je tudi neki steber in zagotavlja neko varnost, kar se tiče
tega dela varnosti naših občank in občanov. Seveda je pa tisto, še vedno pravim, da za samo sebe varnost lahko naredimo največ sami, s svojim obnašanjem, s svojim ravnanjem. Definitivno, ja. In kdor bo poskrbel na tak način, je, lahko rečem, varen in verjamem, da je Mestna občina Krško ena izmed bolj varnih občin v Sloveniji. Skratka, smo v dobrih rokah, imate vse pokrito, ne? Jaz mislim, da ja, lahko bi bilo boljše, daleč od tega, da ne, ampak jaz mislim, da ja. Za konec, gospod župan, pa bi vas prosila, da z nami delite svojo vizijo za samo prihodnost Mestne občine Krško, kaj si najbolj želite doseči v naslednjih letih in kako boste tole vizijo preoblikovali v samo realnost. Jaz mislim, da imamo dobro ekipo. In s to ekipo lahko naredimo marsikaj dobrega. In moja vizija, moj cilj je, da bi začete projekte, pa tudi če so podedovani, ni pomembno, pripeljal v koncu. Določene verjamem, da bo to uspelo v tem časovnem obdobju, pač ko sem tle, kjer sem, in sem ponosen, da sem lahko župan Mestne občine Krško. Določene verjetno bo časovnica prekratka, da bi se naredili, ampak to so mi tudi rekli moji predhodniki, da nikoli ne moreš narediti v 4 letih vsega, kar si začrtal, in to verjamem. In verjamem pa, da glede na to, da imamo dobre temelje, da smo sposobni narediti marsikaj, imamo vizijo, kot ste rekla, izboljšati kvaliteto življenja našim občankam in občanom. Na tem področju smo proaktivni, zavedamo se tudi priložnosti, ki prihajajo z umeščanjem JEK2. Nismo pasivni, smo aktivni. Zavedamo se priložnosti, ki bodo prihajale z tem samim posameznimi postopki umeščanja. In tu čakamo, smo pripravljeni in mi imamo pripravljene projekte, pripravljamo tudi projekte nove. Skratka, želim si, da bi preko te vizije, preko tega umeščanja, preko te strategije tudi naši mladi občanke in občani, mladi prebivalci spoznali možnost razvoja in življenja na tem dejansko prekrasnem kosu Slovenije. Nekako ste že v vseh teh besedah strnili, pa vendarle čisto za konec še kakšna posebna misel, sporočilo, poziv, ki bi ga želeli deliti z nami, torej ob samem prazniku naše mestne občine. Rad bi našim občankam in občanom zaželel, ampak to res iskreno zaželel, prijetno praznovanje. Ob zavedanju, da verjetno včasih ni vse vsem po godu. Ampak kljub temu prosim jih oziroma nagovarjam jih, naj se poskušajo včasih, ko ne razumejo najbolj moje odločitve, postavijo v mojo kožo, postavijo, da imajo nasproti 26 000 občank in občanov, ki imajo zelo različne želje in potrebe in morda jim bo to takrat lažje razumeli. In nagovarjam jih ali pa prosim jih, naj pogledajo našo občino z vidika pozitivizma, ker pozitivizem je tista vrednost, ki je pogrešam pri vseh nas. Včasih vse vidimo skozi oči, skozi lupo nekega negativizma, in pa sporočam vsem njim, da se zavedam, da bi bilo veliko lahko tudi boljšega narejenega, veliko preprostejšega, ampak žal določene stvari zakonsko ne pijejo vodo. Ni vse v vaši domeni, ne? Tako, predvsem te časovni okviri so zelo dolgi, zelo zakomplicirani včasih, če povem po domače, in jih prosim, da, bom rekel, potrpljenje in razumevanje, z veseljem jim pa pojasnim, če mi kaj ni jasnega, naj pridejo, vrata so odprta, kot sem že rekel v uvodu, in z veseljem se pogovorim z vsakim izmed njih. Tudi jaz osebno sem se z veseljem pogovorila danes z vami in še enkrat vse najboljše Mestni občini Krško in vam hvala za vaš trud, za vaš čas in nasvidenje do prihodnjič. Hvala lepa. Najlepša hvala za povabilo. Srečno.